Ne spadaš k nam, so rekli, nisi tak kot mi, drugačen si. Drugačen je šel domov. Ko se je odpravljal spat, je nekaj potrkalo na njegova vrata. Morda trkata Rok Kralj in Tomaž Bojc iz Siriusa. Predstavila nam bosta svoj prispevek z naslovom Usposabljanje mladih s posebnimi potrebami za trg dela in neodvisno življenje. Dobar dan sem skupaj, v mojem imenu Roka Kralja, bila sem učitelja ekonomskih predmetov na srednji šoli Sirius Kamnik in sva z dijaki se udeleževala različnih dogodkov, ki so jim pomagali, tako pač upava in se potem tudi izkazalo z konkretnimi rezultati, s konkretnimi rezultati, da so tekalo lažje polnomočenje za trg dela. Zdaj, če si pogledamo konkretne aktivnosti, ki so jih dijaki imeli na tem področju, sta jih res zelo konkretne in razdelila na dva dela. In sicer na tiste, ki so se nanašali na aktivnosti v Sirius Kamnik v učnem stanovanju in pa na aktivnosti, ki so se izvajale tudi izven Sirius Kamnik. Naj poudarim, da pri vseh teh stvareh in pri vseh teh naštetih aktivnostih nikakor ne moreva predstaviti vseh, ki so se odvijali. Lahko pa predstavimo morda nekaj tistih, ki so naredile name, na dijake ali pa na druge udeležence največji vtis. Prvi sklop se je nanašal na predavanje za opolnomočenje dijakov v sodobni družbi. Tukaj se predvsem profesor Rok Kralj angažiral za pisanje blogov kot način izražanja dijakov. Menili smo, da je lahko to en zelo dober način, kako v tem svetu dijaki lahko izražajo svoja mnenja, stališča, kako se predstavljajo v tem svetu, ne nazadnje, kako lahko promovirajo tudi svoje podjetniške ideje. V zvezi s tem bilo seveda povezano tudi ozaveščenje za uporabo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Dotaknili smo se pa tudi področja ovrednotenja informacij preko spleta. Vemo tudi, da se na spletu najde marsikaj. Kar je bil namen projekta tudi ta, da bi dijake pripravili oziroma bolje pripravili na realno življenje, so potekala tudi določena predavanja v sklopu finančnega opismenjevanja. Recimo, kako ustanovimo podjetje, kje ustanovimo podjetje, kdo so to normiranci, kakšne davke moramo plačevati. Seveda, dijaki je razumljivo, da vsega tega ne vedo čisto podrobno. Prepričan pa sem tudi, da jim je lažje, da znajo pogledati in se znajo torej obrniti v smislu
da lahko koga vprašajo, pokličajo glede določenih konkretnih vprašanj ali pa pač najdejo na svetu. V zvezi s tem smo imeli tudi predavanje v sklopu oblikovanja logotipa in spletnih strani ter drugih poslovnih funkcij podjetja. Naredili smo tudi eno simulacijo poslovnega načrta za svetilko. Teoretični del, ki smo ga prav tako s profesorjem Rokom predstavili dijakom, pa se je nanašal na socialno podjetništvo in pa zadruge. No, tukaj so te konkretne stvari, o katerih sem že malo prej govoril. To so določene slike iz izdelave vitražev, iz učnega stanovanja, kjer so se vitraži izdelovali. Potem še predhodno so se izdelovali tudi voščilnice, prav tako pa so tudi potekale fotodelavnice. S svojimi lokalnimi partnerji v lokalnem okolju, ki so bili naslednji, predvsem Štacion, Reciklarnica in pa Makadam, smo sodelovali na božično-novoletnih sejmih, v narekovaju, predvsem je šlo za predstavljanje naših izdelkov, kar pa je bilo prispevko, so bili seveda izključno prostovoljne narave se strani obiskovalcev. Hkrati pa je profesor Kralj organiziral tudi seje modne cebojne delitve, kjer so različni deležniki pač prinesli določene izdelke in te izdelke torej potem lahko s pomočjo enega posebnega sistema zamenjali za druge izdelke. No, tukaj pa svečarni dogodek, na katerem je sodeloval tudi gospod direktor Bojan Pavlič in pa župan Kamnika, kjer je prišlo tudi do odprtja in seveda z drugimi povabljenimi gosti, kjer je prišlo tudi do odprtja učnega stanovanja, otvoritev galerije. Hkrati smo pa imeli v teh prostorih, smo izvajali tudi številne aktivnosti in pa delavnice. Več o njemu potem govora še kasneje, ko bosta sodelavci predstavili, kaj vse se je dogajalo tukaj čisto konkretno glede življenja torej dijakov oziroma torej njihovih vsakodnevnih aktivnostih. Tukaj smo seveda torej imeli delavnice, recimo v pravični trgovini, potem izdelovali so se vitraži, imeli smo torej še nekatere torej druge povabljene torej goste, hkrati pa so tudi s profesorjem Rokom Kraljem organizirali torej določene delavnice in pa predavanja. No, če naj omenim zdaj, kaj smo delali izven Celius Kamnika. Hoteli smo imeti, da nas spozna torej tudi širša okolica, oziroma predvsem širša okolica v tistem področju, tako smo sodelovali s tržnico Kamnik, Kuljandijo Kamnik in pa tradicionalno smo se takrat, ko smo lahko udeleževali dneve v narodnih noč in odrečene dediščine. Sodelovali pa smo tudi na mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju, takrat, ko je šlo to živo, drugače pa seveda torej v virtualni obliki, da je bilo torej to preko Zooma. No, tukaj so še sliki glede aktivnosti zunaj torej Celius Kamnik. Naši lokalni partnerji v tem so bili torej poleg naštetih, že prej naštetih,
še občina Kamnik, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Dnevni center društva staršev otrok s posebnimi potrebami, seveda tudi Kularija Kamnik, Tržnica Kamnik. Prav posebej bi pa omenili tudi tukaj reciklarnico, na katero se bomo mogoče tukaj slabo. Namreč reciklarnica je ena okolju prijazna trgovina in tam so določeni dijaki in dijakinje upravljali del usposabljanja in upravljanja praktičnega usposabljanja za delo. Torej, to, o čemer je prej govorila kolegica Suzana Kranjc-Jotič. S tem podjetjem smo tudi na nek način vzpostavili najbolj dolgoročno sodelovanje. Nekateri drugi pomembni dogodki, ki smo jih izvedli, tukaj vidimo eno sliko, in sicer je to slika, kjer smo se udeležili start-up podjetništva. Kreativna industrija Kamnik nam je organizirala določena predavanja in pa delavnice, tudi Kickstarter. Potem akademski slikar Jož Snoj je ponudil svoje usluge glede slikarskih dejavnic. Hkrati smo pa tudi organizirali dva posveta v knjižnici Kamnik z lokalnimi partnerji. No, tukaj morda še nekaj slik s konferenc, ki so se izvajale, torej današnja pač leta 2022, je če boljša enakost v tržni ekonomiji, kot smo že rekli. Opazil sem, da je tukaj tudi gospod Davor Buhar. On se je tudi nekdanji dijak, Cirius Kamnik, sedaj doktorski študent na fakulteti za socialno delo, ki nam je predstavil refleksija življenja v instituciji. Hkrati pa ne omenjam samo ena izmed mnogih predavanj dr. Dušana Rutarja, ki to konkretno je se nanašalo na to, kako postanejo pri ljudje odvisni. Takole, svoj del bi jaz zaključil, sedaj nadaljuje profesor Kralj. Kot rečeno, sva hotel ustvariti samo en droben natis vsega tega, kar se je sedaj dogajalo, tako da zaenkrat najlepša hvala za vašo pozornost, dogajalo se pa še mnogo več od tega, kar sem tukaj predstavljal. Hvala, Tomaž. Jaz bom mogoče malo na nenavaden način nadaljeval. Mislim, Tomaž je že veliko povedal, tudi v zborniku so veliko predstavljali. Jaz sem pa skušal to malo primerjati tudi s tem, kar sem jo priložil razbiti na določenih drugih projektih. Tudi kot smo slišali, bodo projekti še, tako da obljuba je. In se pravi, kaj se lahko učimo od drugih in pa tudi neke potrditve, da tudi mi dobro delamo. Se pravi, da bom zdaj čisto na kratko samo par izkušenj iz tujine, čisto na osebni ravni in bom pač nekako skušal združiti z našim projektom. Se pravi, ko sem s kolegom Tomažem tudi spisala ta zbornik, tale odloma, ki je iz tega zbornika, sva preučevala tudi, kako je socialni podjetništvo v drugih državah. Mi sva šla, seveda vemo, Finska, in en zanimiv fenomen je. Finska z vidika socialnega podjetništva sploh po ničemer ne izstopa. Hkrati pa vemo, da je Finska izjemno socialna država. No, potem smo malo raziskali in smo ugotovili tole, ta spoznanja, da finska družba je že v osnovi zelo socialno vključujoča. Se pravi, oni nimajo veliko socialnih podjetij, zato ker je njihovo okolje že tako in tako socialno zelo razliko. To pa je tudi tista ideja, ki jo v projektu razvijamo, da nismo samo mi tisti, ki se moramo spremeniti, pa prilagoditi, ampak da moramo spremeniti tudi okolje. Se pravi, da je to tudi ena od naših nalog in
do neke mere seveda nam je to tudi uspelo, pa iz teh izkušenj, ki jih preštudiramo, se bomo lahko tudi lažje lotili, mogoče še kakšnih novih izzivov, a ne se pravi, mogoče nam je tle Finska lahko v eno tako pomoč, a ne se pravi, gre za to, da okolje in podjetja morajo biti v osnovi socialno vključujoča, potem pa mi niti ne rabimo to prilagoditi. No, in en konkreten primer, letos smo peljali eno skupino dijakov, vse to ni ta projekt, ampak vseeno na Finsko, na 14-dnevno prakso. In tukaj je ena dobra praksa v Oluju, kjer nekako šola vstopa v okolje. Se pravi, ta šola ima učilnico kar v trgovskem centru. Zakaj je to dobro? To bi mogoče to, kar je Suzana prej tako lepo povzela. Težko je dijaka s posebnimi potrebami kar tako nekaj poslati, ker ne veš, v kakšno okolje, ne poznaš ljudi dobro. Ne? Oni so se pa stvari na sistemske ravni lotili tako, da so šolo postavili v okolje in imajo tam tako lepo majhno učilnico, določene stvari naredijo učilnici, potem grejo samo par metrov naprej in so v trgovini, lahko analizirajo, skratka, mentor je tam vedno prisoten v delovnem okolju. Se pravi, šola je tukaj aktivno vključena in tisto, kar nam je Suzana prej tako lepo predstavila, koliko enega dela, mogoče v tem primeru vidimo na en tak sistemski način, kar se delamo, ampak mogoče na neki širši ravni se lahko lotimo tudi v prihodnosti. Druga zgodba je iz Francije, čistko, a ne, druga zgodba okolje v šoli. Spravno imajo vse teh praks je velik, ne, jaz nočem zdaj, da se to preučujem, ampak lahko slučajno vidimo, kako neka gostinska šola ne samo, da ima znotraj lokal, ampak da povabi okoliške ljudi, da dejansko pridajo v lokal jesti. So postreženi in mi smo to lahko tudi videli, kako to lahko deluje. Se pravi ta moč šole, ne, da so oblikuje okolje, da dijake usposabljajo, pa hkrati je odprta do okolja, ne čim manj izolirana. Se pravi, to je taka druga zanimiva izkušnja. Pa mogoče še tudi za tak, meni ta sistem na finski, mogoče zato, ki se bo malo več, ne, zelo zanimiv. Oni imajo poklicne šole dva programa, Valma in pa Telma. Valma je pravzaprav ta, da dijak prije z osnovne šole ne ve točno kam bi šel, kjer je poklicna šole. No, oni omogočajo eno leto, da grejo v različnih poklicih, poskusijo se pomenijo z profesorji, z vsem osebjem, na koncu najdejo pravo smer, kjer niti tazga tudi mi želimo v projektu, ne, se pravi, ugotoviti, kaj je dijak, v resnici pa hoče, ker doskrat vidimo, ne, da tudi ko pride v šolo, ni to še to, kar bi mogoče želel. In pa za dijake, potem, kar smo tudi sami želeli tema, ne, kasneje pa sistematično vključitev v okolje. Se pravi, jih omogočati, da se izobražujejo za življenje. To je pa tudi oni so to lahko sistematično naredili, mislim, da to zdaj skušali v okviru tega projekta in pa mogoče, tako kot smo mogoče za naprej, da bomo vse te izkušnje uporabili tudi dalje. Še ena izkušnja pa iz Nizozemske, Utrecht, kjer celo mesto skupaj s šolo, z lokali, dobesedno posvojilo to idejo ciljev trajnostnega razvoja, kjer je samo mesto, se pravi, tam recimo ne moreš dobiti financiran nekega projekta, če ne dokažeš, da je projekt trajnostno skladen s temi cilji. Mogoče ne z vsemi 17, ampak tudi z nekaterimi. In tudi s kolegom sva v času, ko je bila najbolj ta korona, smo bolj malo nadaljava, ko smo se o teh ciljih pogovarjali in jih tudi skušali implementirati tam v stanovanju, da se čim bolj lotimo tega, da temi cilji, tudi recimo tukaj lahko vidite primere ena igra, kjer so idejo monopolija spremenili v idejo ciljev trajnostnega razvoja. Se pravi, igra, ki jo zavešča
kako lahko delamo, produciramo in hkrati sledimo tem ciljem. Potem smo vse to skušali združiti, ker so mi s profesorjem Tomažem tudi učitelja, pa smo recimo vključeni v mednarodni sejem v Celju, tako da so skušali tudi te zadeve, ki jih tukaj razmišljamo, obliko vrt, se pravi pravična trgovina, ta zadnja tema je bila Zero Waste, smo to skušali in pa potem narediti eno izposojevalnico v Kamniku v okviru stanovanja. No, zaradi korone nam to še ni uspelo, ampak ideja je narejena, se pravi, imamo temelje, vemo, kako se tega lotiti, tako da skušamo tudi prek se pravi nekih blagovnih znanj ozaveščati naše dijake, kako širšo skupnost s temi cilji, ki so zdaj, ne bom rekel moderni, ampak kar drugi. In pa če na koncu mogoče še en tak zaključek, se pravi, naš cilj projekta ni samo, da se mi prilagajamo, čeprav vemo, da se moramo do neke mere, zelo pomembno je, da prilagajamo okolje, da se okolje nauči, se pravi, da postane bolj socialno, bolj vključujoče, to v Kamniku mogoče lažje, ker je naša ustanova toliko časa že na tem mestu, ampak marsikje pa je še treba marsikaj narediti. In pol tudi to, ker smo se dosti srečujemo, pa je kolegica Suzana, pa tudi mi ostali se soočamo s tem, z delovno prakso, je verjetno je naš velik potencial, se pravi šola, kako bolj aktivno biti vključen, ker ni, kot sem že prej rekel, ni vedno dobro reči, naš dijak je dobil prakso, če nismo kar se da aktivno v to vključenje, da ga nadajo potem tam nekaj škatle pregladati za 2 meseca, kar se tudi lahko zgodi. Se pravi, gre za to, da tudi mi smo bolj aktivno vključeni. Ne nazadnje pa tudi naslavljanje aktualnih problemov, kot so Zero Waste, podnebne spremembe, pravična trgovina. S te teme smo že zdaj vključevali in jih bomo skušali seveda še tudi naprej in spet dvojno učenje. V projektu vključujemo izkušnje šole, v šoli zdaj lahko vključujemo izkušnje z projekta, in mi dva, ki so pač na tem področju, kot učitelja ekonomske, administrativne stroke, je to zelo dragoceno. Zato je ta projekt za naju dobra izkušnja, veliko so se naučila in pa upava tudi, da so mi pa koga kaj naučila. Tako da najlepša hvala.